Leto 2024 bo leto manifestacije. V njem bomo lahko delali karkoli bomo želeli, karkoli nam bo naša duša šepetala in kjerkoli bomo sebi videli, da se želimo samo realizirati. In ja, midva ti bova pomagala z mnogimi tečaji in delavnicami na tej poti, zato da lahko hitreje priješ tja, kamor si želiš. In ja, kot vedno, tudi tokrat imava zate eno fajn darilo. Če se prijaviš na najin tečaj, ki se začne do maja 2024, dobiš na koncu darilo od naju, spletni program Matrica uspeha. To je izjemen program, ki te bo podprl na osebnostni ravni, coaching program, te bo sestavil šust, te bo sestavil na tej poti. To je najbolj darilo. Ampak danes pa ne bi rad govoril o tem. Danes bi pa mi rada povedala o 4 ključih manifestacije, ki ti bojo pomagali v leta 2024 hitreje stopiti pa narediti tisto, kar si želiš. Tako da, prvi ključ pripada Kristi. Tako. Mi se odločila, da ti pripravijo te ključe, zaradi tega, ker smo mogoče opazili, da v lanskem letu so ljudje imeli malce težave s tem in posledično malce manj obila, tako da ne moramo reči, da bomo vse skupaj malo nakalibrirani. In prvo tako kalibriranje je unikatnost. V letošnjem letu dejansko za dobro manifestacijo midva zelo predlagava, da delaš na unikatnosti. V lanskem letu sva videla veliko nekih stvari, ki so se ponavljale. Veliko je bilo, evo po domače povem, enega in nizga, ogromno je bilo nekega kopiranja, ponavljanja z drugimi ljudmi, pa da je nekdo vzel od nekoga idejo, pa je spremenil en stavka, pa 2 noter in potem se podpisoval to kot pod svojo idejo. Prebrala sva veliko, vse zadnje tudi knjig, ki so si bile res skrivnostno preveč podobne in tako dalje. Jaz verjamem, da ljudje tega sicer ne delajo za nalaž, zaradi tega, ker vse hočejo nekaj deliti s svetom, vendar le, ko je premalo unikatnosti, ko se ene in iste energije ponavljajo, to pomeni, da ni zadnji energijskega razvoja. Če ni energijskega razvoja, ni manifestacijskega, ni fizičnega razvoja, to pa v tistem trenutku rata problem. In definitivno včasih, recimo nam ljudje rečejo, ampak dobro, vse na tem svetu se je bilo že vse povedano, pa vse odkrito, niti slučajno. Recimo ljudje, ko hodijo na najine tečaje, definitivno zvejo stvari, ki jih niso nikoli slišala, ne pilatanove plošče in tako dalje, energije in nadangele, njihova imena in civilizacije, katere še ljudje ne poznajo, pa tako naprej. Ampak to moraš biti zelo suveren v to, v svoje kanaliziranje, se moraš dovolj duhovno razviti, zato da pride do takih kanaliziranj, da pride tudi do unikatnih idej. Zato se prosim posveti temu, zato da boš lahko seveda to manifestacijo potem tudi osvojila. Zdaj, to povedala. Pa sem res. Drugi ključ manifestacije je pa en tak zelo zanimiv. V Sloveniji ga redko vidimo. To je tudi razlog, zakaj v Sloveniji ni zdaj toliko veliko ljudi, ki so dosegli izjemne stvari, kot bi jih lahko bilo. In drugi ključ manifestacije je, da si postavi bar, to se pravi merilo, standard, višje od tega. Da si zdaj doma, a veš? Šank gradil, ne šanka graditi, ampak mejo si postavite, kaj je mogoče, kaj lahko dosežete, kaj si želite višje od tega, kar so rekli kolektivno. Zaradi tega, ker kaj folk dela v naši državi? Folk pogleda, kaj je sosed realiziral, pa koliko hitro so se uspeli nekaj narediti, pa koliko daleč je lahko prišel, pa koliko je uspel. In pa se na podlagi tega zase ljudje postavljajo svojo vizijo, kaj oni lahko ne tega početi. Duše imajo za vsakega izmed nas širšo sliko, kot pa tisto, ko vidi ego na zemlji. In če človek z egom na zemlji postavlja svoje pričakovanja, bo je vedno manjša, kot pa če dovoli duši, da mu jih postavi. Ne? In to so pričakovanja, koliko hitro se lahko nekaj naredi. Mogoče ego reče, mogoče bo 1 let trajalo, ne? Da bomo nekaj zgradili, pa duša reče, ne, daj poslušaj mene, ti bom jaz pomagala to v 6 mesecih narediti. Ali pa ego reče, 10.000 evrov na mesec lahko zaslužimo, ne, pa duša reče, pa to je šele začetek, če boš mene poslušal, pa boš mene vpletel v proces, lahko več od tega. In to so te skrite količine vesolja. Ko mi enkrat začnemo poslušati svojo notranjo resnico, takrat sami se postavimo lestvico, koliko smo lahko uspešni, se nam ni treba primerjati z drugimi ljudmi. Ne? In potem, če se navežem na to, kar je Kristi prej govorila, ustvarjamo klonov uspeha. Včasih se zdi, da je nekdo nekaj uspel, potem pa vsi ponavljajo to isto obilje, to isto količino uspeha. Ne, mi rabimo individualne posameznike, ki bodo naredili čisto svojo matrico uspeha, in lahko v 2024 to se idealno za vsakega izmed nas naredi, ampak moramo pa svoje količine, ki jih zahtevamo od vesolja, postaviti. In zato ne rabite zgraditi šanka. Zato ne rabite zgraditi bar. Bar je angleška beseda za lestvico.
Se imaš tudi leval, ampak malo, da je bil bar. Ja. No, skratka, nasmejaste se. Naslednja stvar, malo se moramo vrniti nazaj, dobro, mi dva imava to vsak dan, ampak videla sva pri ljudeh, da se malo morajo vrniti nazaj k svojim energijskim koreninam. Kaj pa to pomeni, energijske korenine? Ogromno ljudi sva videla v prejšnjem letu, ki so se v bistvu zelo navzven, vse so opazovali navzven. Kaj drugi rečejo, kako so drugi oblečeni, kaj drugi delajo, kaj so drugi... Lepo si oblečejo. Kaj so drugi rekli, kaj niso rekli, kaj bi mogli narediti, kaj so preveč naredili, kakšne so njihove prave namere, kada to lahko veš, ne? Kaj niso njihove prave namere, in to so se ljudje na socialnih omrežjih, pa ne vem kje, so se vse spuščali, to se vse neki... Razumeš, vse se je gledalo na ven in vsak človek, recimo, je imel nekaj pri sebi za spucati, pa ni hotel tega narediti, so ljudje napolno pač mogli se filtrirati preko drugih ljudi. Tako da, to smo ugotovili, da se naredili ogromno velike neke škode na splošno, zaradi tega, ker se je kar dosti širila polna energija sovražnosti. Tako da verjamem, da to nisi ti, ko gledaš to vsebino, pravim pa, da so te lahko take stvari zadela, ampak na splošno je ratalo vse skupaj ena velika igrca vsega, kaj drug dela, zakaj drug dela, kaj kdo ima, kaj kdo nima, tako dalje. To je brez veze. Treba se vrniti nazaj k energijskim koreninam, kaj moja duša pravi o meni, ne kaj sosedov v Franciji pravijo o meni, kaj moji angeli pravijo, kakšne so moje sposobnosti, ne pa nek dežurni hejter, ki te vidi dvakrat na Facebooku, pa že kar ve, zakaj ti nekaj delaš, pa kaj ne delaš, pa napiše članek o tebi. A štekaš, torej, kaj tvoji angeli pravijo o tebi, kaj tvoja duša pravi o tebi, pa tako naprej. Kakšne so njihova mnenja, ker jaz mislim, da so najbolj kredibilna, tvoji angeli tebe poznajo, tvoja duša več kot večina tebe pozna, razumeš, to si ti. Premalo ljudi sva videla, da bi se obračali konkretno na mnenja, na svete in res po neko podporo k energijskim bitjem, vse se je okrog drugih ljudi dogajalo. Tako da mogoče bi bilo dobro, da res to narediš, da je več povezovanja z angeli, več povezovanja s tvojo dušo, kar boš rabila mogoče res duhovne tečaje, pa definitivno meditacijo. Meditacija je tukaj ključ vsega. Ampak če ti hočeš za leto 2024 res pravo pot osvojiti, vedi, da so to prava bitja, ki imajo za tebe na svete, tako da ne pa sosedovi. Francija. Da sem nekega boga Francija, ki je spravila. Ni na osebni ravni. Ja. Ne, ti si bolj. In četrti ključ je pa manj je več. To pomeni, da vsaka stvar v življenju na zemlji, naprimer, če hočemo, da postane uspešna, v bistvu ni toliko zakomplicirano narediti uspešno. To se pravi, proces uspeha v vsaki stvari ima nekaj ključnih osnov, nekaj ključnih korakov, ki se jih je treba držati in ni treba komplicirati. Tisto, kar jaz vidim na tem planetu, da folk ful komplicira, da veliko preveč stvari v življenje vlečejo in potem probajo upravljati 70 stvari naenkrat in jim ne uspe. Naprimer, taka stvar, če hoče imeti človek zdravo telo, ni treba komplicirati glede hrane, treba je pač pogledati, a veš, tistih par ključnih sestavin, ki jih mora človek jesti, in to je to, in prehrana ne rabi biti za raketno znanost, ali pa ne vem, če hoče človek imeti lep obraz, ker so eni ljudje, ki imajo 57 stvari za na faco. Ne, pač moraš poskrbeti, da imaš par teh ključnih stvari, ki ti pomagajo narediti lep obraz, zdrav obraz, kakorkoli jih uporabljati. In isto, če pogledamo športniki ful komplicirajo, ne, oni imajo tiste ključne, osnovne principe, ki se jih držijo in jih 100% naredijo, in to je dovolj. Tudi podjetništvo je par ključnih stvari, ki jih je treba upoštevati, in to je dovolj. Pa ponavljati. Pa ponavljati, ja, potem konsistentno. In ljudje, naprimer, v tem svetu 21. stoletju je toliko nekih stvari na izbiro in večino teh stvari tako ne deluje. In potem človek misli, da če ima zdaj polno življenje nekih stvari, da je to fajn. Včasih je lažje potovati z bolj praznim kufrom, pa z bolj prazno glavo, kot pa z obtežen z vsemi možnimi zadevami. Tako da, less is more, če grem zdaj nazaj na angleško besedo, kot sem že prej omenil. Zato počasih mogoče v preteklosti, v preteklih dobah
desetletjih ljudem bilo lažje postaviti bolj harmonična, pa bolj mirna življenja, zaradi tega, ker je bilo manj informacij, ker je bilo manj vsega, so ljudje lažje se tega principa držali. Ne pravim, da moramo zdaj zavrniti vse napredek pa razvoj modernega sveta. Pravim pa, da ima vse naša glava, ne vem, dnevno prostora za nekih 20-30 kvalitetnih misli, pa boš, da teh misli 20-30 kvalitetno zberemo, pa jih imamo cel dan v glavi, ko pa 5000 misli kaosa v glavi, ne? Tako da. A veš, kako veš, da je manj več? Kako? Zato, ker sem jaz sam 160 cm visoka. To je res, ja. Evo, tukaj sem materializiral primer, manj ne več. Ne? Skratka, to so bili 4 koraki za leto 2024, ki bojo pomagali pri manifestaciji. Čisto vsak izmed njih. Nismo danes hoteli neke raketne znanosti, hoteli smo tako preprost način. Ker je manj več. Ker je manj več, ja. Preprost način, ki ga lahko imate v glavi celo leto, pa bo zdržal 12 mesecev, pa vam bo pomagal pri vsaki stvari. Tako je. No, skratka, in tudi pri nama si lahko zbereš en tečaj, recimo. Lahko 2. Ampak kaj več pa ne, ker manj je več, a veš, Manj ne? je več, ja. No, skratka, mi te bova podpirala pri vseh teh energijah, a ne? In če ti lahko kakorkoli pomagava, mi da sva res dala tako lepo darilo za letošnje tečaje, tako naprej, in dogodke. In 8.5. bomo imeli veliki dogodek, vas imeli to, vračava se na velike odre, bomo imeli nek dušni dogodek. Skratka, vse tole, kar sva povedala, bomo upoštevali. Spremljaj nas na potovanje duše.si, naj bo 2024 naravnost magično zate. Lepo se ime in čao.